Spoštovani, prav je, da se nekaj stori in se vsaj najhujše neresničnosti zavrnejo. Pomagalo pa ne bo nič. Nas se drži madež sodelovanja in tega madeža nam v sedanjih razmerah nobena reč ne izmije. Čeprav je ta madež v resnici le umišljen in ga v resnici, v naši vesti, ni, pa pod propagando svet sodi drugače. S temi besedami se je škof Rožman kmalu po izrečeni sodbi 29. avgusta 1946 odzval na pismo Mihe Kreka, ki ga je opogumljal, naj pojasni vse nepravilnosti in laži, ki so bile izrečene tekom procesa. Iz teh besed smo izpeljali naslov pričujoče knjige Med sodbo sodišča in sodbo vesti. Knjiga je delo 4 avtorjev, Tamare Griser Pečar, Franceta M. Dolinarja, Marije Čipič-Rehar, Blaža Utrina, prevode latinskih tekstov je prispevala Julijana Visočnik. Knjiga je razdeljena na 4 dele. Prvi del nosi naslov Rožman v vrtincu druge svetovne vojne, ki se začne z obširnim Rožmanovim življenjepisom. Nadaljuje pa z obdelavo posredovanj škofa Rožmana pri okupatorju za zaprte, internirane, obsojene, begunce, jude, pravoslavne Srbe na Hrvaškem in tako naprej. Naslednji velik sklop v tem delu knjige prinaša analizo in objavo vseh pridig in pastirskih pisem škofa Rožmana, ki se nanašajo na vojno obdobje in komunizem. Ta je še toliko bolj pomemben, ker se v javnosti in zgodovinopisju vedno znova pojavljajo različne variante istih pridig. Drugi del z naslovom Rožmanov proces najprej prinaša analizo celotnega sodnega procesa proti škofu Rožmanu, ki se je v 3 etapah vršil v avgustu 1946 ter v zadnjih 14 letih do aprila 2009. Nato so objavljeni sodni spisi procesa v avgustu 1946 ter Rožmanov odgovor na sodbo. Pri tem je potrebno posebno izpostaviti objavo dokumentov, ki so bili sodišču sicer na razpolago, a jih ni upoštevalo, in dokumente, ki so bili predani Rožmanovemu zagovorniku po službeni dolžnosti, a jih ta ni vključil v svoj zagovor. V 3. delu so objavljeni vsi sodni spisi zahtevo za obnovo procesa, ki se je vršila med leti 1995 do 2003, v 4. delu pa spisi zahteve za varstvo zakonitosti med leti 1998 in 2009. Knjiga poleg sodnih spisov prinaša številne javnosti do danes še nepoznane dokumente, kar je posledica predvsem svojevrstne usode arhivske zapuščine škofa Rožmana. Mnogo gradiva iz časa, ko je deloval v domovini, je v povojnih letih v številnih preiskavah na škofiji zasegla uprava državne varnosti in je bilo v večini uničeno, poznano pa nam je le v fragmentih. Gradivo, ki ga ni odnesla uprava državne varnosti, je bilo dolgo desetletja skrbno skrito v raznih prostorih nadškofijskega dvorca in se je v preteklih letih postopoma, ko se je našlo, predala nadškofijskemu arhivu v Ljubljani. Med tem gradivom je bil tudi prezidejalni arhiv škofa Rožmana. Zanimiva je zgodba gradiva, ki ga je škofija predala Rožmanovemu zagovorniku po službeni dolžnosti, dr. Alojzu Vrtačniku, o katerem je zaokrožila zgodba, da mu ga je zasegla uprave državne varnosti, a se je izkazalo, da je bila to le pretveza, saj je bilo na koncu gradivo najdeno v njegovi zapuščini. Tu smo našli tudi večino gradiva, ki govori o Rožmanovih posredovanjih, med drugim seznam 1004 posredovanj z imenom in priimkom osebe, za katere je posredoval, datumom in imenom priporočitelja. Gradivo iz Rožmanove zapuščine v begunstvu pa še dan danes prihaja v nadškofijski arhiv. Marsikdo se bo ob izidu knjige vprašal, zakaj ukvarjanje z Rožmanom, s temo, ki je bila že tolikokrat preigrana in ki vzbuja toliko skrajnih sovražnih čustev in izbruhov. Kdorkoli vstopi v diskurs o Rožmanu, je tudi nujno podvržen vsemogočemu etiketiranju. Če odstopaš od večinskega zacementiranega javnega mnenja, si v najboljšem primeru označen za belčka ali revanšista, v glavnem pa kar za klerofašista. V nasprotnem primeru pa se lahko deklariran tudi kot okužen s komunistično ideologijo.
A kako in zakaj naj zgodovinar moči, če ima pred seboj gradivo, ki še ni bilo raziskano in prinaša povsem nova dejstva? Nakopičeni predsodki in neracionalni traktati, ki v večini določajo to temo, pa bolj kot o škofu Rožmanu in njegovem času pričujejo o stvarnosti današnjega stanja duha v Sloveniji. Stanju nepripravljenosti na normalen dialog, stanju nepripravljenosti na sprejemanje drugega in drugače mislečega, oziroma, kot je dejal Branko Klun na forumu Resnica vas bo osvobodila. Če tudi nas preteklost določa in pogojuje, jo po drugi strani mi konstruiramo sedanjega stališča, pri čemer si na ta način določimo okvire prihodnosti. In to vzpostavljanje zgodovine je globoko zaznamovano s strastmi in željo po triumfalizmu. Hvala.